No, pa ga imamo. Nov Focus ST je končno prišel. Ima okrog 250 konjev, 360 Nm navora, do 100 pride v 6,5 sekundah, končna hitrost pa je, jasno, tam nekje okrog 250 km/h. In kaj od vsega najbolj zanimiv? Verjetno to, da vse te hitre številke niti ne začenjajo opisovati, kakšne vozniške užitke tale avto zmore ponuditi. Zaviti asfalt tu na jugu Francije je pravzaprav idealen kraj, da preverimo, če je Fordu uspelo, tako kot pri prejšnji generaciji, izdelati enega najboljših in seveda tudi vozniško najbolj zadovoljivih hot hatchov. Ampak najprej osnova. ST bo na voljo kot 5-vratna kombi limuzina ali kot karavan, 3-vratne različice pa tokrat ne bo. 2,5-litrski 5-valjnik se je poslovil zaradi neekonomičnosti in seveda visokih izpustov, nadomestil ga je pa 2-litrski Fordov EcoBoost motor, bencinar seveda, in najbolj smo se bali, da bomo pogrešali tisti značilen gromki zvok, tisto grmenje 5-valjnika, ampak ne se bat. Zvok je še vedno ta prav, saj so se Fordovci še posebej trudili prav zato, da bi zvočna kulisa ostala vsaj pol tako dobra, pa je veliko boljša. In kaj sem opazil najprej, sedi se bistveno bolj nizko kot pri predhodniku, kar je dobro. Volan pa je z le 1,8 zavrtljaja zelo neposreden. Moram pa priznati, da pri takšnih hitro odpeljanih ovinkih ni tako informativen, kot bi si morda želeli. Zanimivo pa je, da Ford ST-ja ni opremil z vpetjem Revo Knuckle, ki ga je imel Ford Focus RS. To je poseben način vpetja, ki preprečuje torque steer oziroma uhajanje nosa iz zavoja pri polnem pospeševanju. Odločili so se vso zadevo urediti in umiriti zgolj z elektroniko in pa s posebej prilagojenim sistemom ESP. Ta ESP ponuja 3 stopnje, normalno, ki te reši zelo hitro, stopnjo Sport, ki dovoli zdrs celega avtomobila in pa seveda tudi zadka, lahko pa celotno zadevo seveda tudi izklopite. Moramo pa pohvaliti še eno stvar, avto je izredno udoben. In tukaj se vidi, da pri Fordu niso želeli iti v ekstreme, da bodo morda želeli bolj pokazati ST-ja kot konkurenco Golfu GTI in ne Meganu RS, kar morda namiguje, da bi Ford kmalu utegnil pripeljati tudi različico RS, ki bi morala biti seveda še bistveno bolj hardcore, kot je tale ST. Sicer pa je celotna vozniška izkušnja izredno pozitivna. Avto, kot sem rekel, ni pretrd, v ovinkih se izredno dobro pelje in nobenega dvoma ni, da je Ford naredil avto, ki bo zlahka konkuriral najhujšim tekmecem v svojem razredu.